Danes v Pomurskem dnevniku. Tatvine drv in lesa iz gozdov. Dežurno zobozdravstvo. Svetovni dan Romov. Mura pred tekmo proti Bravu. Vreme, jutri bo oblačno s padavinami. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Policisti so obravnavali tatvino dreves iz gozda. Skoraj vsakodnevno v policijskih poročilih iz vseh koncev Slovenije beremo o odtujenih drevesih ali o tatvini že pripravljenih drv. Je tatvin iz gozdov res več? Največ neodobrenih sečenj se po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije zgodi na malih razdrobljenih posestih z večjim številom lastnikov gozdov v srednji, jugovzhodni in vzhodni Sloveniji. A ni nujno, da so vse neodobrene sečnje tudi tatvine. Vsake toliko v gozdu kaj zmanjka, opaža tudi gozdni inženir Janez Kolenko, sicer skrbnik 1100 hektarjev velike gozdne posesti, ki je ostala za pokojno beltinško grofico. Se zgodi, da naletim na koga, ki počne nekaj, kar ne bi smel, včasih tudi z izgovorom, da ni vedel, da to ni več njegovo, da je izven njegove parcele. Večkrat pa tudi potem na podlagi opazovanja, poizvedovanja pa tako naprej, tudi s pomočjo policije. Najpogosteje drevo ali že pripravljena drva izpuhtijo ob robovih gozda oziroma na lažje dostopnih mestih, tudi ob prometnicah. Večinoma gre za manj vredni les, ki ga priložnostni tatovi porabijo za kurjavo. Smo pa že imeli tudi primere, ko so po mojem organizirane skupine se lotile sečnje in odvoza visokovrednega lesa. Na Zavodu za gozdove Slovenije pravijo, da se je količina neodobrenih sečenj v zadnjih letih zmanjšala. Govorimo o drevesih, ki niso bila izbrana in potrjena za odsek. Pri nas je gospodarjenje z gozdovi tako urejeno, da je za sleherno sečnjo potrebno upraviti izbiro drevja za posek, ki jo potem odobri Zavod za gozdove. Zdaj, vkolikor tega opravila ne izvedemo, se pravi, da drevje ni izbrano in odobreno za posek, potem gre za neodobren posek. Tatvine so pa v glavnem, oziroma ta neodobreni posek v glavnem naredijo lastniki sami. Če pa gre za tatvine, je pa pravzaprav kombinacija obojega. Ponavadi gre za sečnjo neodkazanega drevja, ki ga pa stori nekdo drug, se pravi nelastnik. Podatki za leto 2020 kažejo 2504 primere neodobrenih sečenj, skupno količino 32 tisoč kubičnih metrov lesa, od tega večino, in sicer kar 2231 primerov v zasebnih gozdovih. Pri tem pa podatka o tem, kolikšen delež med neodobrenimi sečnjami predstavljajo kraje lesa, nimajo. Policijska poročila primeri tatvine dreves ali drv polnijo skorajda vsakodnevno. Gozdni inženir pravi, da tovrstne kraja po vsej verjetnosti nikoli ne bomo mogli preprečiti. Nepridipravom pa se ukraden les splača tudi preprodati. Les seveda ima svojo ceno, oziroma cena lesu zaenkrat še raste. To je seveda dodatna motivacija za vse take, ki so vajeni na tak način služiti denar. A tu lahko nepridipravom na prste stopijo kupci in zahtevajo dokazila, od kod les, ki ga kupujejo, sploh prihaja. Vlada je na današnji seji zagotovila dodatna sredstva skladu za podnebne spremembe. S tem bo mogoče ponovno objaviti nekatere razpise za naložbe v energetsko učinkovitost, ki so bili zaradi porabe sredstev že zaprti. V podnebni sklad, iz katerega se financirajo številni ukrepi za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida, trajnostno mobilnost, obnovljive vire in podobno, se na leto steče približno 170 milijonov evrov. Nekaj presežka pa je v njem še iz preteklih let. Po besedah Vizjaka so dodatna sredstva namenili za tiste ukrepe, kjer se je v zadnjem obdobju izkazalo, da morajo sredstva za spodbude povečati. Zagotovili smo dodatnih 28 milijonov evrov za namestitev toplotnih črpalk oziroma kotlov na biomaso v gospodinjstvih in pri socialno najbolj ranljivih prebivalcih. S tem želimo seveda
ponovno odpreti javni poziv za toplotne črpalke in kotle na biomaso, ki je bil žal zaprt zaradi porabe sredstev. V letošnjem letu smo namreč tudi na tem ukrepu zaradi energetske krize občutili drastičen dvig vlog in interesa, zato smo tudi za te namene bistveno povečali sredstva. Naj omenim še nekatere druge spremembe, ki so tudi pomembne. Za trajnostno mobilnost oziroma za nadgradnjo železniških prog smo namenili dodatnih 23 milijonov evrov. Prav tako smo namenili dodatnih 30 milijonov evrov za nabavo novih vlakovnih kompozicij oziroma vlakov, kar pomeni, da se bodo tudi slovenske železnice pomembno posodobile, skupaj torej dobijo 53 milijonov dodatnih sredstev iz sklada za podnebne spremembe v letošnjem in naslednjem letu. Povečali smo tudi subvencije za investicije v dejavnosti, v prehod v gospodarstvu, v nizkoogljično, krožno in energetsko odporno gospodarstvo za 5 milijonov evrov in tudi za trajnostno gradnjo skoraj nič energetskih hiš smo povečali sredstva za 7 milijonov evrov. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je včeraj popoldne zasedal na svoji 24. seji. Ob zaključnem računu za lansko leto in nekaj odlokih o ustanovitvi javnih zavodov so mestni svetniki med drugim sprejeli amandma, ki omogoča dežurno zobozdravstveno službo. Obstajajo različne oblike 24-urne storitve. To ni nujno stalna prisotnost zobozdravnika v ambulanti, ki čaka z vrtalnim strojem, kdo bo prišel, ampak je to lahko pripravnost na domu. In ta pripravnost na domu je glede na izražene številke neobremenjujoča tudi za koncesionarje. Se pa strinjam, da moramo pri koncesijskih pogodbah posebej izpostaviti in pa zahtevati, da so koncesionarji na razpolago pacientom in da ni sedaj v slabšem položaju nekdo, ki je redno zaposlen v zdravstvenem domu od tistega, ki je pač koncesionar in da da tudi svoj delež, če to enkrat na leto dežurstvo ali pa dvakrat za izboljšanje tega področja. Na današnji svetovni dan Romov, ki ga praznujejo vsako leto 8. aprila, v ospredje postavljamo pozive Romov in njihovih zagovornikov k izboljšanju položaja Romov. Tokrat pa še posebej poudarjajo položaj žensk v romski skupnosti. V Sloveniji živi približno 12.000 Romov. Največ jih živi v Prekmurju, na Dolenjskem in v Beli krajini. Datum svetovnega dne Romov so izbrali na prvem svetovnem kongresu Romov, ki je potekal od 4. do 8. aprila leta 1971 v Londonu. Ob tej priložnosti smo v naše goste povabili Darka Rudaša iz Zveze za razvoj romske manjšine in Jožeka Horvata Muca iz Zveze Romov Slovenije. Največ besed je teklo o tem, da si romska skupnost v Sloveniji želi predvsem to, da bi rešili čisto osnovna vprašanja, kot je dostop do pitne vode in elektrike. Izpostavila pa sta tudi področji šolanja in zaposlovanja. Bolj se pojavljali na trgu delovne sile, moramo slediti potrebam. In če danes gledamo razpis, koliko prostih delovnih mest je, in zagotovo bi lahko Romi izvajali ta prosta delovna mesta. Tako kot smo prej rekli, torej, tam, kjer Romi niso izobraženi, tam, kjer niso urejene bivanjske razmere, tam, kjer ni pitna voda, ni elektrike, tam, kjer pravzaprav Romi nimajo sogovornikov, recimo tako kot ima Slovenija na lokalni ravni. Seveda so tam problemi veliko večji, kajti tam Romi obravnavajo kot drugorazredne državljane in seveda tudi njihova mnenja in stališča niso upoštevana. Nogometaši Mure bodo srečanje 30. kroga prve lige Telemach odigrali na gostovanju v Spodnji Šiški proti tamkajšnji ekipi Bravo. Poglejmo, kaj je pred jutrišnjo tekmo povedal trener črno-belih Damir Čontala. Bravo se je četrtouvrščeni Muri prejšnji konec tedna približal na 2 točki zaostanka. Sobotna tekma bo tako izredno pomembna v boju za mesta na lestvici, ki vodijo v evropska tekmovanja. Bravo je že kar nekaj let sam sebi zelo podoben, oziroma igra neki nogomet, ki je drugačen od nekaterih drugih ekip ali pa od večine drugih ekip. Poznamo ga odprej in ta zadnja tekma bistveno ne spremeni
Vemo, na čem temelji njihova igra, da so organizirani, disciplinirani, da izredno hitro prehajajo v napad, izredno dobro napadajo. Globino po osvojeni žogi, nimajo želje po neki večji posesti, ampak jih zanima zgolj direktna igra. In kaj bo po mnenju trenerja črno-belih ključno na tekmi proti Bravu? Vsekakor disciplina, odgovornost v igri, da bomo pametni, da se bomo vedeli prilagoditi na pogoje na igrišču, ki bodo oziroma kateri se pričakujejo, da bodo nekoliko drugačni. Če bomo odgovorni, kar verjamem, da bomo disciplinirani, mi bomo zagotovo imeli svoje priložnosti, bomo pa morali jih bolje realizirati kot na zadnji tekmi oziroma biti bolj zbrani v samih zaključkih akcij. Tekma 30. kroga med Muro in Bravom bo v soboto ob 15. uri v športnem parku Šiška v Ljubljani. Za konec pa si poglejmo še, kaj nam bo prineslo vreme v prihodnjih dneh. Danes so se dnevne temperature gibale okrog 16 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi namerili 15 stopinj, v Krajinskem parku Goričko 16 stopinj, prav tako tudi v Radencih, v Murski Soboti pa 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Proti poldnevu se bo od severa začel čez Slovenijo pomikati pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature se bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru gibale okrog 12 stopinj, dnevne pa med 15 in 16 stopinj Celzija. V noči na nedeljo bodo padavine od severa povsod ponehale, ponehala pa bo tudi burja na Primorskem. V nedeljo bo sončno s hladnim jutrom, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V vzhodni polovici Slovenije bodo popoldne posamezne kratkotrajne plohe. Temperature v naših krajih se bodo v prihodnjih dneh zjutraj gibale od 0 do 1, čez dan pa od 13 pa vse do 20 stopinj Celzija. Z vremensko napovedjo zaključujemo današnji Pomurski dnevnik. Več informacij pa lahko kot vedno najdete tudi na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi še naprej in nasvidenje do prihodnjič.